Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka in mentorica naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila posebno osebo Andreja Udovča, strokovnjaka za družinske dinamike, človeka, ki je naredil na mene zelo velik vtis, kar se tiče postavitve družine, oziroma ne samo družine, ampak dinamik skupine. Jaz sem tudi v svoji karieri, v prebujanju sebe, sem zelo velikokrat naredila te družinske postavitve, ampak Andrej je naredil name en prav poseben vtis, kako je razložil dva posebna principa, ki jih uporablja pri postavitvi družine, da se razjasnejo, kaj so tisti vzorci, skriti vzorci v družini, da omejujejo eno, dve, lahko celo družino, da napreduje. Dobrodošel, Andrej, v oddaji Moj odnos do zdravja. Neja, pozdravljena, hvala za povabilo. Ja, midva se bova, preden boš razložil to o teh vzorcih, majčkeno kasneje bova o tem govorila, ker to je ekstremen zanimiv. Greva majčkeno na tvojo pot, se pravi, kje si ti začel, kako si ti prišel sploh v stik s tem, kaj se je tebi dogajalo v življenju, da si začel raziskovati sebe? Ja, zgodilo se je življenje, a ne, če mogoče malo za šalo, malo za res, vse se je začelo, ko sta se moja starša odločila, da bi imela pa otroke. To je bil moj začetek. Nekaj časa živiš eno življenje, kot en najstnik, misliš, da so stvari v redu in so bile, dokler ne pride en dogodek, ki je bil, saj danes nazaj gledam, močno potreben. To je bila ena taka ljubezenska zgodba, ki se ni odvila tako, kot sem si jaz predstavljal, in ko da bi te življenje udaril tam, ki je vedel, da te bo najbolj prizadel, da se pol majčkeno ustaviš in se vprašaš, kaj sem jaz v življenju takega naredil, da se mi to dogaja. In ko se ta proces začne vrteti, nasproti začnejo prihajati različni ljudje, prinašajo različna sporočila, te usmerjajo na različne konce, in tako sem se jaz pol znajdel v teh vodah, ki jim danes pravimo alternativni pristopi k zdravljenju, čeprav danes se bolj sprašujem, alternativni pristopi, pa to so pristopi, ki so stari eni tudi tisočletja, napram nečem, ki je dosti mlajši, in pol je tisto alternativa, ampak tako zanimiv, ker skozi kakšna spoznanja greš. No, in ena stvar, kjer sem se tudi znajdel, so bili pa te seminarji postavitev družine pri Mateju Škufci, kjer me je pa ta metoda pa potem tako fascinirala, prevzela, in tudi Matej je takrat ponudil, da se lahko oglasim, kadar se želim, in tako mi je življenje nekako ponudil, da se jaz te stvari lahko malo globje dotaknem, se jih bolj naučim, spremljam Mateja, njegovo delovanje, mislim, enkratno. Tako da, ja, to je bil en dogodek v življenju, kjer se je stvar začela, kjer je bilo tako težko, da... S kakšnimi občutki si se pa takrat srečeval? To je pa bilo, pri meni je bilo to tako, kot da bi rekla ena... Da ti je eden roko odrezal. Hujš. Kot ena eksplozija vulkana, če si predstavljaš, da v vsakmu je nekaj, pač tisto nezavedno zakopano, in kot da butne to vse naenkrat ven. Vsak jaz gledam danes, ima različne načine prebujanja, no, moj je bil tak. Če me vprašaš, kakšni so bili takrat občutki, vse, ampak nič enostavnega. In pol vidiš, da ne bo šlo vse naenkrat, malo po malo, z jezo, s strahom se soočati, z kompleksom ali pa s tem, da ne biti dovolj vreden, te stvari pol
počasi urejaš, ampak to pomeni, ne vem, mogoče kakšne pol leta ne spanja, ker jaz sem takrat se sprašal, zakaj se to dogaja, ampak istočasno imaš pa občutek, kada ene uploade delaš, downloade delaš, kada ti vesolje neke ena nova znanja nalaga in tudi takrat, ker na računalniku se to dogaja, tudi težko karkoli narediš. Ampak pol je šla ta faza čez, pa smo pa začeli drugače. Tako da kakšni občutki? Ja, cela mavrica. Tole, kar omeniš, strah, jeza, ne biti dosti dober, s tem se ogromno ljudi sooča. In ti si se prav, si šel čez spoznanje iz družinske postavitve. Kako si ugotovil, od kje zdaj to izviralo? Ja, mislim, sem šel čez, jaz verjamem, da še zmeraj hodim zaradi tega, to je eno tako življenjsko potovanje, odnos z mamo, odnos z očetom, jaz pravim, to ni stvar ene postavitve, to je življenjsko delo, ali pa mogoče več življenjsko delo. Je pa tako, da opazujem danes ljudi, ki se srečujejo z istimi občutki, kaj se v njih dogaja in primerjam, kaj se je v meni dogajalo. Ja, so neki obrambni mehanizmi, ker nekatere stvari niso šle tako, kot bi si želeli. Velikokrat smo bili razočarani in danes vidim, da razočarani niso nič drugega, kot pa neizpolnjena pričakovanja. Naša pričakovanja niso bila izpolnjena. Ampak zakaj niso bila izpolnjena? Zaradi tega, ker bi jih nekdo izpolnil, ampak ni znal drugače. In kad take stvari začneš gledati, ko postaješ sočuten z njimi, ker vidiš, kako je šlo njim kot otrokom, vidiš, da si v bistvu še lahko veliko dobil. In kad na te stvari drugače pogledaš, vidiš, da jeza lahko izgine, da strah lahko počasi izgine, vse to so pa procesi, ki potekajo vzporedno še s kakšnimi drugimi, tako da jaz danes to vidim kot duhovno rast. Mogoče sem premišljeval bolezen, odsotnost zdravja, ampak vse bolj se nagibam k temu, da znanje je tisto, kar manjka. Bolezen pride, ker nekaj delamo narobe in ne vemo kaj, zaradi tega, ker nimamo znanja. In pol, ko se nekaj naučimo, se odločimo, da bomo drugače naredili, velikokrat ima tudi bolezen pravico, da odide. Ja, jaz sem enkrat zelo zanimiv stavek prebrala. Bolezen odide, ko te ne prepozna več. In to je čist v skladu s tem, kar si zdajle rekel, ker ko prepoznaš, kaj te je bolezen prišla učiti, ja, in se ti ga naučiš, ja, ne rabiš več tega učitelja. No, in če prav razumem, se pravi, ta družinska dinamika te je naučila, se pravi, spoznavanje, kaj se je tebi dogajalo, te je učila tudi sočutja, učila te je ljubezni, učila te je ene širine pogleda na situacijo, odpuščanja, je tako? Ja. Predvsem sočutja. In tukaj jaz mislim, da opažam, da velikokrat ljudje imajo mogoče majčkeno pomešane pojme, kaj to sočutje je. Zaradi tega, ker imajo mogoče predstavo, da ko vidijo nekoga, komu ne gre najboljš, da rečejo, bogi revež, in da mislijo, da so tako sočutni z njim. To v bistvu z mojega nivoja znanja ni sočutje, ampak tako se ti človek smili. On živi svojo zgodbo, preživlja tisto, kar si je ustvaril, kar si je skuhal, kar je mogoče njegova karma, kar je njegova zgodba. In ko rečeš, bogi revež, je mogoče z drugimi besedami, kot da bi rekel, ja, bučman, kakšno usodo si pa zbral. Sočutje za moje pojme je, vidim te, čutim, kako te gre, lahko ti nekaj časa stojim ob strani in puščam tvojo zgodbo pri tebi, ampak vidim tvojo bolečino, vidim, da ti ni enostavno. To jaz mislim, da je zame eno sočutje. Kar se pa ljubezni tiče, je pa, ja, ljubezen. Tudi tukaj mislim, da mogoče so te pojmi
mogoče majčken pomešani, ker tisto ljubezen, prva stvar, ki izrečeš to besedo, je pa kako sta dva zaljubljena, pa kako se imata rada, ampak mogoče ni vedno tako enostavno. Tudi prej, ko sva govorila o ljubezni, o bolezni, tudi bolezen pride z ljubeznijo. Pride z ljubeznijo, da te nekaj nauči. In včasih ne odnehajo, dokler lekcije ne boš usvojil. Se pravi, da ljubezen ni samo tista lepa, ampak je tudi tisto težko, ki prinaša lepe rezultate. Po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Andrej, rekel si, da se ti je zgodila ena posebna izkušnja, ki je nate pustila velik vtis, in takrat je bilo tako en tak prelomen čas za to, da si začel raziskovati sebe. Zdaj si že čez to izkušnjo, zdaj že tudi druge opolnomočiš, zato da tudi drugi lahko pridejo globje v sebe, jaz lahko rečem, in izkoristim to priliko, da na Ivitalis Retreatu, da si udeležencem zelo veliko dal, predvsem s tem, ko si pokazal, kako se dogaja ta dinamika v skupinah. In me zdaj zanima, kako pa zdaj, ko si že čez to izkušnjo, ki si jo imel, kako pa zdaj doživljaš sebe, kakšne občutke imaš, kaj se ti dogaja, kako sebe doživljaš? Ja, sigurno zelo močna izkušnja, in zdaj, ko gledam nazaj, kakšen je bil Andrej 20 let nazaj ali pa dobrih 20 let nazaj in kakšen je danes, skozi bolj opažam, da svet je še vedno tak, kot je, sam Andrej se na njega drugače odziva. Tudi takrat, toliko je bilo enih stvari v meni in mogel sem imeti ene ventilčke, da sem te stvari čistil. To je bilo ogromen šport, to je bil zelo ekstremen šport, pa ga imam rad še danes, ampak majčken drugače. Predvsem pa mislim, da je življenje bolj lahkotno. Ne bom rekel, ker bi se zlagal, da je pa danes ena pravljica iz filma, zaradi tega, ker ja, je bila izkušnja, ampak takoj za njo še več izkušenj, ker te življenje preizkuša na večjih koncih, ampak mogoče včasih tudi, ko delam z ljudmi, pa rečejo, nič se ni spremenilo, ampak vsakmu rečem, koliko časa si rabil, da si eno stvar predelal 5 let nazaj. Ja, 1 leto sem se pa cel v temu. Kaj pa danes, na primer? 2 meseca rabim, kako se ni nič zgodilo? Imaš orodja, imaš znanja, vidiš, da se stvari dogajajo z razlogom, vidiš, da si se stvari sam priklical, ker nekateri že tako gledajo, pa skozi več jih je, se pravi, jih boš tudi sam rešil. In je bistveno manj, rečeva temu, pacanja, kje se je, pa zakaj se je to zgodilo, pa kdo je kriv, ampak je treba začeti, se pravi, zavihati rokave, pljuniti v dlan in se lotiti dela, ki te čaka. Ker delo ima čas, delo bo počakalo. Zdaj pa koliko časa boš pa ti čakal, življenje pa teče. Ja, če povzamem recimo tele stvari, ki si jih ravnokar povedal, življenje ti prinaša določene preizkušnje vedno. Jaz zmeraj se hecam. Ni samo hec, je tudi del resnice v tem. Delaj zdajle, zato ko počivaš, boš pol, ko boš mrtev. In dokler imaš probleme, veš, da si živ, ker če problemov nimaš več, pomeni, da si že mrtev. In je se čist, mi odkrivamo sebe, kdo smo, in se to čist sklada s tem, kar si zdaj rekel, da življenje prinaša nove izzive, ampak mi jih znamo potem čist drugače reševati. In jaz tudi recimo v programu Postani mojster zdravja vedno povem, da vsak
mora sam prevzeti odgovornost za to, kjer je. Ti si rekel, zavihati rokave, plunt pa začeti delati. Ne, ta je kriv, un kriv, tretji kriv, četrti kriv, ker to ne bo prinesel nobenega rezultata, ampak samo še malo poslabšal bo stvari. Ja, poslabšal bo stvari, pa podaljšal bo stvari, ker dokler kažeš, to včasih rad povem, zmeraj, ko kažeš s prstom, enim prstom na nekoga, s trem kažeš nase, na enega krivca, ampak odgovoren si pa sam in dokler kažeš na nekoga, v bistvu še nisi začel stvari sploh reševati. Zaradi tega, ker čakaš, da jo bo nekdo drug rešil namesto tebe. Stvari pol ostanejo nerazrešene, včasih pol se potihnejo, pozabijo, ampak pod preprogo, ne, pa veter pride, pa ali, to. Pride veter, ali pa če temu rečeva življenje, a ne, ki je največji učitelj, pa prinese domačo nalogo že spet nazaj na mizo, a ne, včasih mogoče še v težji verziji in vidiš, da prej ali slej se bo treba tega lotiti in edini, ki lahko karkoli zase naredi, si sam. Čaka, da te bojo rešili drugi, je, jaz mislim, da ena iluzija. Da se jaz spomnim tudi ene zgodbe od moje sestre. Ona je razlagala, jaz sem bila v meditaciji in je univerzum, stvarnik je prišel do mene pa mi je rekel, lej, tole imaš za narediti, tole imaš za narediti, tole imaš za narediti, tole imaš za narediti. Pa ona reče, ne morem tega zaradi tega, ne morem zaradi tega, ne morem zaradi tega, ne morem zaradi tega. Pa je on rekel, stvarnik, ni problema, nič ni treba narediti. Sam naslednjič bo preizkušnja sam mečken bolj zahtevna. Pa je pa rekla, imam čas, imam resurse in zdajle gremo v akcijo. Ja. To pomeni odgovornost prevzeti. In je zelo fajn, da tudi ti, jaz recimo v programu Postani mojster zdravja se mi osredotočamo res na to notranje, kaj znotraj sebe čutimo, da lahko te občutke spreminjamo, ampak tudi to vedenje, ki ga imaš ti, kako se, odkot izvirajo te notranje občutki, te podzavestne, če rečemo temu travma ali vzorci, in da postanemo zelo, v angleščini je humble, v slovenščini je ta ponižnost, ki spet nima ta prave konotacije, zato da vidimo nekoga drugega, v kakšnemu je tudi on rasel gor in da enostavno ni imel znanja, možnosti, da bi naredil drugače in je naredil najboljš, kar je v tistem trenutku zmogel. Ja. Se pravi, kako bi lahko rekli, da je to, kar si ti prepoznal, kako je vplivalo na tvoje zdravje, na dobro počutje, to ni samo zdravje v fizičnem smislu, to je tudi zdravje na tvoje veselje, na radost, na zadovoljstvo, na to strast, s katero ti opravljaš svoje delo. Kako je to vplivalo? Ja, na vse te stvari, ki smo jih dobili, mislim, po veliki meri od staršev, če ne mogoče celo vse, so kot neki programi, ki delujejo znotraj nas. Jaz včasih se pohecam, da smo mogoče sploh ne dosti drugačni, kot pa eni računalniki. Če na računalniku pritisneš enter, kurzor skoči v drugo vrstico. Če se tebi v življenju naredi nekaj takega, boš odreagiral tako. Ko se ti bo že spet nekaj takega, bo že spet isto reagiral. Pač nek program, nek vzorec, ki se ponavlja. Ja, odkje so ti vzorci do nas prišli? Po družinskih matricah. Zdaj, a je bilo to slabo? Jaz pravim, bilo je dobro, dokler nisi tega prepoznal. In v določenem obdobju je čas za slovo. Zdaj, mogoče včasih vidim, da ljudje modrost, ki je pri temu mogoče
pomembna je, da prepoznati, kdaj je določen vzorec odslužil. Dokler ga ne vidiš, dokler ga ne prepoznaš, ti še vedno služi in te na nek način varuje. Danes pa ljudje rečejo, ne vem, ena stvar se ti zgodi in prepoznaš v sebi očeta ali pa mamo in pol bi rad vse zamenil. Saj ni bilo vse slabo. To te je pripeljalo do sem, kjer si. In če si danes v težavah, tako kot je Martin Kojc v svoji knjigi Učbenik življenja zapisal, ne zavidati ljudem, ki jim gre dobro. Zavidajte tistim, ki trpijo, ker oni imajo v tem trenutku možnost, da naredijo eno transformacijo. In pri vsakmu je tako. Ni vse slabo, je dobro, dokler ti služi. Ker ti enkrat odsluži, je mogoče čas za nekaj novega. Hvala. Za moje gledalce TV Ljubljana sem pripravila eno posebno darilo, ki ga lahko prevzamete na bisernica.si/darilo. Moj masterclass Čudežna moč energije, kako lahko dvignete energijo, zato da prepoznate vzorce. Mi pa se vidimo po oglasih naprej. Od začetka sem omenila dva posebna zakona, ki sta name tudi naredila zelo velik vtis, pa tudi na udeležence retrita, Ivitalis retrita, retrita celostnega zdravja, največjega retrita celostnega zdravja. In bi te povabila, da tudi gledalcem TV Ljubljana razložiš, na kratko predstaviš ta dva zakona, ker ta dva zelo vplivata na to, kako se te vzorci v naše polje zapisujejo. Ja, lepo ste povedala in to res dva zakona sta in to je v bistvu že Bert Hellinger izpostavil in veliko o tem govoril. Je pa prvi je zakon pripadnosti, ki govori o tem, da kdor je kadarkoli pripadal družini, je njen član in je zelo dobro, da je enako spoštovan kot vsi ostali, ker drugače se bojo po družinski matrici najdle osebe, ki bojo služile tej osebi, ki je bila izločena, zato da bojo celo družino spomnili na njega ali pa na njo. Drug, ki pa je pa zakon ranga, ki pa govori o tem, da kar je prišlo v sistem prej, ima prednost. Se pravi, dostikrat pa gledam tudi v današnjem času, se dostikrat zameša in pol vedno vprašam, kaj je bilo prej? Je bilo prej partnerstvo, je bilo prej starševstvo? Kaj ima prednost? Starševstvo je bilo prej, ima prednost, partnerstvo je bilo prej, ima prednost pred starševstvom. Kdo je bil prvi? A je bil prvi otrok prvi, a je bil drugi otrok prvi, a je bil tretji otrok? Tudi tukaj je nek vrstni red. In to, da starši so vedno veliki, otroci so manjši, še večji so stari starši in tako je življenje prišlo do nas, tako kot reka teče po hribu dol. In lepo je, da te stvari, ki so bile pred nami, spoštujemo. In prej sva govorila o ponižnosti, tudi naši starši in oče in mama imajo svoje usode, ali svoja življenja, ki so jih preživeli, bolj, ko se v to vtikamo, bolj začenjamo njihova življenja živeti. In tukaj jaz pravim, a spoštujemo to? A smo ponižni pred njihovimi usodami? Takrat smo lahko na neki razdalji od tega in situacijo gledamo z ponižnostjo, spoštovanjem. Je pa še ena stvar, ki jo ljudje dostikrat zamešajo, opažam, biti ponižen ali pa ponižan. Ponižen človek nikoli ne bo dopustil, da se ga ponižuje. Je pa ponižen pred nečim, kar je večje od njega. Ja, super. Se pravi, ti se zdaj ukvarjaš samo s postavitvijo
družinskih dinamik, pomagaš ljudem, mogoče kakšna situacija, ki se je zdela tako zelo fina, da jo poveš tudi našim gledalcem TV Ljubljana. Ja, te postavitve družine so kar en velik del mojega služenja, to, kar pač opravljam. Zdaj, kar mi je tukaj zanimivo, da na te stvari ne moreš biti pripravljen, a ne. Pridejo ljudje z problemi, z mamami, problemi z očeti, bi rekli, da to gre vse po enemu in istemu kopitu, ampak tudi dve postavitvi nista enaki. Tako kot nista dve usodi enaki. Ne, lahko je 5 oseb na enem seminarju, pa vsi lahko delajo na odnosu z mamo in tudi dve postavitve ne bosta enake. To mi je pri tej stvari tako fascinantno, ker vsaka postavitev, ki se zgodi, ne, tudi jaz sem tam samo v službi. Tudi jaz sem na nek način voden, kako to odpeljati, ampak nista enaki in vsaka postavitev je unikatno darilo za tistega, ki jo gre delati. Spozna samega sebe, pa ne samo samega sebe, tudi svoje mesto v tem življenju ima možnost spoznati. Jaz vedno rečem, da je fino iti na take postavitve, da se lahko lažje pozicioniramo in za mene je to tako, kot da bi bil življenje ena velika pajkova mreža. In vsak je postavljen na eni od teh povezav, od te pajkove mreže in ima svoje poslanstvo, ki ga mora na tistem delu narediti. In če nekdo stoji na točki, ki je od nekoga drugega, ta pajkova mreža ali pa ta mreža ne bo sploh stala. Ker pajek je pa v duhovnem smislu tkalec prihodnosti. Kot žival moči je tkalec prihodnosti in če mi ne stojimo na tem pravem mestu, potem naša prihodnost ne bo najbolj stkana. Zato je fajn se postaviti na svoje mesto in zaživeti svojo energijo, tisto, po kar smo mi prišli. Jaz tudi recimo v programu Postani mojster zdravja jih skozi napeljujem na to, jih učim, kako prepoznati, kako zaznati ta intuitivni, energijski vzgib, kdo sem jaz, od kod prihajam, kaj je moja naloga tukaj in kam jaz grem. In potem se lahko mi pozicioniramo na tisto naše pravo mesto. In ta postavitev družine je spet ena možnost, kako mi vidimo, kje bi mogli mi stati. Recimo, jaz se spomnim kakšnih postavitev, ko je v družini otrok umrl, ampak so potem kar naslednjega, ki je prišel, postavili na njegovo mesto in se je ta matrica čist izgubila. In jaz vidim v mojem programu Postani mojster zdravja, da človek, ki igra vlogo, ki ni njegova, recimo ima težave potem s ščitnico, ima težave s postavitvijo svojih ciljev, se pravi, so ledvica okvarjena ali pa ne more misliti, pa ima težavo z možgani, razne možganske živčne bolezni, samo zato, ker ne stoji na tistem mestu. Kako imaš pa ti kaj to? Podrl se je red, ne, zaradi, če se vrnem k onim 2 zakonom, zaradi nespoštovanja tega zakona. In tako, kot si rekla, pajk je lahko tkalec mreže, tkalec prihodnosti. In tudi mislim, da je bil Carl Jung, ki je rekel, vsi naši vzorci iz preteklosti so ustvarjali našo sedanjost in kreirajo našo prihodnost. In mi temu pravimo usoda. Zdaj pa spremenimo en vzorec, ki smo ga imeli, se pravi, je usoda lahko drugačna. Ja? In
ogromno ljudi je premaknjenih svojega mesta. Lahko bi rekel, da smo vsi eni bolj, drugi malo manj. Ampak ja, kadar stojiš na svojem mestu, lahko živiš svojo usodo. Kadar stojiš na mestu enega izmed svojih staršev, kar je bil vsekakor premik iz ljubezni, ker si hotel pomagati, ampak Bert Hellinger temu pravi slepa ljubezen, ljubezen, ki ne vidi, stojiš na mestu svojega očeta, a res živiš svojo usodo. Stojiš na mestu svojih starih staršev, a res živiš svojo usodo. Ja, je ena pot včasih za prehoditi iz mesta, kamor si se postavil napačno na svoje mesto in res zaživeti svojo usodo. In z metodo postavitve družine se to da. Se pravi, ti lahko zase rečeš, da zdaj, ko te stvari bolj veš v svojem življenju, da živiš bolj izpolnjeno življenje, bolj zadovoljno življenje, bolj zdravo življenje in bolj predvsem v skladu s samim seboj. V skladu s samim seboj, in to je meni ogromno naredilo, ne? Iz ene službe v čist drugo, o kateri nisem nikoli niti razmišljal. Mislim, to je kar transformacija. Ja. In ja, živim tako, kot si rekla. Andrej, jaz se ti danes zahvaljujem za ta čudovit pogovor, ki sva ga imela. Se zahvaljujem tudi našim gledalcem na TV Ljubljana za vašo pozornost. Prevzemite nagrado oziroma darilo, ki sem ga pripravila na bisernica.si/darilo, masterclass Moč tvojih možganov. Se vidimo v naslednji oddaji.